Jaz mislim, da je tukaj konsistentnost zelo pomembna in da razumemo, da je inteligentnost ima več faktorjev, to se pravi imamo verbalni, imamo glasbeni, imamo prostorski, imamo interpersonalni, analitični, matematični in tako naprej. In v bistvu je zelo pomembno, da vsak dan vsaj 15 minut delamo z možgani. Se mi zdi, da je to osnovna in sicer mora vseh teh faktorjev, ki sem jih naštel, plus telesna aktivnost, dati tisto neko osnovo, na kateri potem lahko razširimo obzorja, dobivamo neke nove informacije in tako naprej. Zelo pomemben recimo za starejše je po moje Kojc, ime Kojc, recimo, ki je imel kar nekaj teh vaj, po katerih ki so še danes aktualne, ki jih lahko sledimo in ki nam omogoča, da na enostaven način, brez nekih hiperpripomočkov, povečujemo svojo absorpcijsko možnost, kot starejši in pa kot drugo, da v bistvu lahko imamo ta repeticijo, ker moramo repetirati. To se pravi in matematiko in besede, skratka ukvarjati se moramo s temi različnimi inteligentnostmi. Meni je zelo pomembno, da bi starejši brali tudi glasno. To je ugotovljeno, recimo, da je to ena izjemno dobra vaja proti dementnosti oziroma razvoju demence. To se pravi glasno branje, govorjenje, artikuliranje in tako naprej so te elementi, ki bi jih morali seveda starejši nekako razumeti, zato da bi ohranjali svojo neko svežino, učenja, absorpcije in tudi zapomnjevanja konec koncev.